Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je 64. epizoda podcasta Podrobnosti, ki ga ustvarjam skupaj z Alfa in Omega. Podcast mreže Apparatus, Anže Tomič. Kje si, taksist? Nisem jaz taksist, sem se v zadnji vozil. Sej. Drugače sem v redu, malo sem brez glasu, kar je kar slabo, ka podcastaš. Ja, kaj je s tabo, kaj se dogaja? Od Radia Žaden žur je bil. In potem si ga ulil do konca. Pa niti ne toliko, sam preveč smo govorili. Taki smo bili na kupu. Lahko ti sploh več govoriš, ko delaš 66 podcastov na teden. Si mislim, da to me je pa izdelalo, no. Tako, ki je bilo malo bolj mrzlo. To je bila kapla čez rob. Ja, to zdaj v bistvu, to vse iz prepone govorim. A hočeš slišati, kako glasilke se slišijo? Ne. Možeš slišati, ok. Ne. V glavnem, zadnji si bil v taksiju, da je s pižamcem, to sem hotel reči. Ja, znane osebnosti in Anže Tomič, se temu reče. Ja. Lahko damo linka. Jaz še enkrat zdaj še uradno pravičilo, da se nisem javil na telefon, ko sta me klicala, oziroma nisem bil dosegljiv. Ja, če pa menaš cifre non-stop, ne moramo samo slediti. Takih je drugače, te že non-stop. Enkrat življenje sem zamenjal, to bo zdaj. Oziroma zdaj lani. Ja, pa mi da za to kneneto, a se mi da kdaj že klicala v telefonu? Ne, jaz se nikoli ne vem, če se mi da kdaj v telefonu klicala. Ne, nismo se nikoli. Moje nikoli live-o in to je problem. Ja, to je res, to moramo popraviti. Ja, dajmo začeti klicati. Nujno. V glavnem nič, danes je to 64. epizoda, kot sem rekel, v 63. epizodi, v prejšnji epizodi smo pa govorili o košarki, oziroma bolj natančno v Ligi NBA, oziroma še bolj natančno o play-offu Lige NBA. In sicer smo jaz, moj brat Grega in pa Anže skupaj nekako prečesali po dolgo in počes play-off in skušali dati svoje prognoze za naprej, kdo bo koga premagal. Zaenkrat smo bili bolj ali manj uspešni v tem. Jaz mislim, da se splača za nazaj poslušati ta podcast, ker ni toliko star. In lahko malo primerjate na to naše predvidevanje, kdo bo koga premagal in zakaj bi kdo lahko bil prvak in zakaj ne in tako naprej. Tako da to je bila prejšnja epizoda. Danes pa gremo iz košarkarske vode v rokometne vode. Rokomet je šport, ki ga v podrobnostih še nismo imeli, ne Anže? Ne, to pa jaz sem res. Ja. Mislim, delali smo košarko, delali smo boks, delali smo smučanje, delali smo reli, delali smo verjetno še kjer nogomet. Zdaj je že 64, se je že težko spomniti. Ja, vem, to se vem konstantno dogaja. Rokomet pa ne. Ja. Tako z nami je danes Vid Kavtičnik, vrhunski slovenski rokometaš, ki igra trenutno v Franciji, ki ima za sabo, pa verjamem, da tudi še pred sabo odlično kariero. Nazadnje je pa predvsem najbolj odmeven uspeh za reprezentanco slovensko, ki se je zopet uvrstila, oziroma zopet pač po letu 2004 se je zopet uvrstila na olimpijske igre, kar je seveda fantastičen uspeh za slovenski šport in za slovenski rokomet. Tako da se bomo z Vidom pogovarjali o normalnem rokometu, pa o vseh teh zadevah postranskih ob rokometu. Sem pripričan, da bo en zanimiv pogovor. Tako da že komaj čakam. Anže, izvoli. Podrobnosti so na mreži Apparatus. To si pa zdaj povedal tako, da vreme govoriš. A moram tako, jutri pa bo... Če si rekel tako, Anže, veš, ful si me napovedal se. Ja, ok. Apparatus.si, smo tudi na Facebooku, tam postačite Apparatus.si, služen strokovnjak, Twitter na na podrobnosti, počrtaj si, da naš pa res ful hvala vsem, ki podpirate Apparatus, to pa naredite tako, da greste na Apparatus.si/podpri in tako, kot smo rekli, nič ducatov šalci na voljo. Nič ducatov šalc je še ostalo. Ja, tako super. Tako je življenje. Če lahko še jaz v mojem imenu, res velika hvala vsem, ki podpirate mrežo, ki podpirate tako podcast. Vsi tisti, ki imate šalce, dajte si not malo naliti en deci mleka in vsem na zdravje. Bom na zdravo dan z vami, svojo šalco. In hvala tistim, ki delite besedo o tem podcastu in v naši mreži, oziroma o mreži Apparatus še naprej. Smo še kaj pozabljali že? Ne, mislim, da je to. Super, je neč, Vid že čaka na tretji strani v Franciji, tako da danes bo taka bolj evropska varianta. Slovenija, Španija, Francija. To je international, yo. Ja, to je to. That's how we do, son. Vsakič, ko to reče, se na Breza spomnim. Ja, to je Breza. To je Breza. Je neč, že, pa če si ready, pa štarti zadevo.
Evo, z nami je Vid Kavtičnik, eden najboljših slovenskih rokometašov. Zelo pred kratkim zelo velik uspeh, zopet uvrstitev na poletne olimpijske igre za reprezentanco. Danes bo, tako smo rekli, rdeča nit, rokomet, šport, ki ga še nismo imeli v našem podcastu. Vid, zdravo, kako si? Živijo, zdravo. Jaz sem v redu kot vedno, tako da se veselim naše debate v rokometu. Kje smo te zdaj ujeli? Vmes med pred pokalno tekmo, oziroma pred povratno pokalno tekmo? Ne, mi imamo zdaj finale pokala, igramo. Samo ena tekma se igra? Samo ena tekma v finalu. V bistvu po vseh pokalih se vsemo ene tekme, ker imamo Kup de la Ligue, to je pokal pač prve lige, ne? Imamo pa normalen pokal, kjer pač vsi igrajo noter, tako da v bistvu nimamo povratnih tekem, so samo ene tekme in finalna tekma se bo odigrala zdaj v Parizu naslednji teden v soboto v Bersiju, v preurejeni dvorani, tako da komi čakam. No, takoj, ko si že omenil, recimo, ena tekma, da odloča. Kdo je pol domača ekipa? Kako se to odloča? A veš, če samo ena tekma odloča, kdo dobi, recimo, pač v osmini finala, četrtfinala, polfinala, pač prednost domačega terena? Ali sploh kdo? Tisko prvo pač potegne iz bobna, tam je tista ekipa, domača ekipa, tako da mislim, da je to kar verjel. To je full prednost. Ja, veš, da je, ja. V bistvu, če se dve težke ekipe udarta, je kar velika prednost, če igraš doma. Ja. Ampak ni pa rečeno, da boš zmagal zdaj, ja. Ampak vsem si na boljšem, pa tudi glede na to, da dosti potujemo. Nimamo dosti čarterjev, v rokometu pač ni dosti čarterjev, razen te najbolj premožni klubi. Se kar dosti potuje in potem, če pač še te pokalne tekme odigraš od zunije, si kar dosti doma. Ja, itak, ja. Če vse odvisno od žreba, pol je lahko hiter fajn ali pa je lahko face hudo, to je čisto odvisno. Ja, mi smo v bistvu letos ful potovali, pa smo imeli bolj kot na vse te pokalne tekme doma, tako da si ne predstavljam, v bistvu si ne predstavljam, da mi še te tekme pokalne hodimo, tako da ja, nam je kar posrečno. No, pa recimo, če začnemo na začetku, recimo pri tvoji karieri, ti si z Velenja, oziroma v Velenju si začel igrati, oziroma si vsaj naredil tiste prve resne korake, predtem si šel v tujino. Kako si ti spominjaš, recimo, tvojih začetkov, to vedno, ko imamo goste, tudi, ali se pogovarjamo o športu, ali po katerih drugih stvareh, vedno me zanima, zakaj recimo to, kar počneš, rokomet, se pravi, kako si ti zašel v rokomet, a je rokomet naj do tebe, ali ti njega, kje se je ta pot začela, no? Pa, jaz sem v bistvu bil bolj kot nesestranski športnik na začetku. 8 let sem treniral tenis, igral sem basket, edino fuzbala nisem treniral, no, atletiko sem treniral. Potem je pa enkrat moj sošolc Miha Peterlin povabil na rokomet, pa sem šel pač probat. Pač nekako sem potem še ta rokomet treniral, tako da sem imel bolj kot vsak dan neke treninge. 2krat na teden sem imel potem rokomet in potem je pač v Velenju, je tako v bistvu ali bil Rudar Velenje kot ekipni šport ali pa rokometni klub Velenje. Takrat je bila še stara Elektra v basketu, ampak nekako ta rokometni klub bil res najbolj zorganiziran, imel najlepšo prihodnost in pač na koncu sem bil tudi najboljši v rokometu, tako da sem se nekako po 14 letih mislim, sem začel samo rokomet trenirati in se je pač pod hitro na srečo dvignala. Ja, ker ti imaš nekako toliko, idealno fizične predispozicije za rokomet, to je višina, koliko si ti visok, recimo? Tako te gledam terenu, bi se rekel, 91. No, jaz si bi rekel, mogoče par centimetrov več, hotel reči 94, 95, ampak... Ja, to bi bila idealna, to je 14, ja, vse to, ne. Tako gledam, se mi nekako zdi, recimo, da jaz prvo bom dal takoj disclaimer, da se jaz rokomet, razen kar ga navijaško gledam, kadar igra recimo reprezentanca, ga drugače, ne bom rekel, slabo poznam v smislu, poznam pravila, poznam te stvari, ampak ne poznam pa zdaj recimo, kdo je recimo, 10 najboljših igralcev na svetu, ali pa 3 najboljši klubi letos, ali pa to toliko poblizu ne spremljam, ampak poznam pa recimo rokomet normalno in tako to sem hotel reči, da recimo kot tebe vidim, nekako imaš ta fizične predispozicije, ki so nekako, pa ne bom rekel, mogoče idealne, ampak so hkrati tudi recimo nekako najbolj, ne vem, če se je prav povprečne v smislu, a veš, kaj mislim, ta višina je nekako taka, kjer se to giba, ne? Se pravi, mogoče za košarkaša, za playa bi bil recimo, a veš, ampak za rokomet je pa nekako ta višina 191 pravi idealka, ne? Ja, v bistvu
vse, kaj je najbolj pomembno pri rokometu, je pač, da si nekje med 95, 2 metra že kar visok za rokometaša, ampak se tudi najdejo nekateri, ko so tudi zelo dobro skoordinirani, ampak vse, sam pri sebi veš, da pri 2 metrih ali pa več je zelo težko, ne vem, potem najdi to eksplozivnost in narediti neke eksplozivne gibanja, sem pa kaj, tako da pri rokometu je to zelo pomembno. Velike, v bistvu se pri basket po rokometu v bistvu podobna, no, s tem, da tukaj je dosti več, oziroma je zelo kontaktni šport in je moč tudi zelo pomembna. Veliko več, ja. Ne, to je v bistvu ena stvar, ki mene pri košarki recimo moti, da se mi zdi, da iz leta v leto postaje veliko bolj podobna rokometu. Pa to ne mislim, da je z rokometom karkoli narobe, da od tega rokomet tako kot je. Športa stane, ja. Ja, ampak glede dovoljenega kontakta, prerivanja, porivanja, držanja, pa to postaja zelo podobno na nek način sploh ta evropski košarka rokometu na določene momente in to je mogoče mene malo po košarki moti, ker se je recimo včasih razlikovala lih o tem, da je rokomet bil grob šport, ker si lahko ti veliko več uporabil kontakta, košarki pa je bil skoraj vsak dotik že pač sepisko faul, ne. Tako da je bolj prišel do izraza tista individualna tehnika, kjer si lahko tisto tehniko prebijal, asistiral, dajal koše in tako naprej. Ja. Zdaj pa se nekako veliko več tega kontakta dovoljuje in se mogoče ta talent zaradi tega malo zgublja, ne. To je recimo malo tek, ne. Zato jaz večkrat rečem, ko imamo kako tekmo, kjer enostavno nič ne piskajo, pa je 50 falov, pa jih piskajo mogoče 15 ali pa 20, rečem, dan smo prvo rokomet igrali, ne pa košarko, a veš. Ja, se je to obratno, če vse piskajo. Če piskajo, ja, evo. Igramo basketa. Ja, vse to je res, ja, no. Mislim, jaz ne vem, jaz ko gledam v bistvu NBA, se gledam te play-offe, če imam cajt, ne. In meni se v bistvu ta košarka, ko je malo bolj tako ameriško usmerjena, bolj zdi, ker se mi zdi, da malo več puščajo, bolje, jaz imam pač rad kontakt, zato sem šel potem v rokomet. In meni je bolj pri srcu, res pa je, da če si navajen, še posebej ti, ko prihajamo iz Evrope, evropske košarke je po moje to čist nekaj drugega. No? In valjda te moti, če te nekdo po roki udarja ali pa ne vem, vtakne, ko greš ti na koš, je v bistvu faul, pa ti ga ne piska. Ja, to je postalo predvsem moteče. Tudi recimo od žoge, se pravi, ko nimaš žoge v roki, recimo kontakti, ki so dovoljeni, kadar ti recimo laufaš skozi raketo, se pravi skozi prostor pod košem, pa probaš piti do žoge ali pa karkoli, ne. To je dovoljeno ogromno enega prerivanja, držanja, potiskanja, ne vem, teh mini body checkov pa tega, ne, kar... Resega. Ja, mislim, vedno več se tega dopušča, ne, in pač igra se mi zdi, da trpi, oziroma ta flow, ne, veš, to nekako ustavlja to igro. Tako da ja, mislim, ni mi všeč, ker v smer evropske basi. To smo že Anže v podcastu po mojem parkrat govorili na to temo. Ja. Ampak zato je tudi meni, recimo NBA košarka tako na oko sigurno veliko bo všeč. No. Prej sem te hotel še vprašati, ko smo začeli v tvojih začetkih, na kateri točki si recimo pa vedel, oziroma si mislil, da bi pa lahko recimo nekaj naredil iz tega rokometa. Veš, da si rekel, ok, jaz pa lahko imam mogoče neko kariero. Ne. Kje je bil tista mogoče taka prelomna točka, da si naredil ta preskok iz ne vem, bom rekel, najstnika, ki je igral rokomet iz užitka čistega, do tega, da si začel resno razmišljati o karieri? Ja, v bistvu jaz sem imel kar srečo, no, tudi takrat se je v Velenju kar dober klub začel razvijati. Tako da sem imel pač srečo, da je pač klub velenjski imel toliko denarja, da je lahko kupoval oziroma pripeljal nekatere slovenske dobre igralce, nekateri niso šli v Celje, pač so prišli v Velenje, oziroma takrat so bile še Prule. Mi smo takrat imeli kar neko tako mlado, kakovostno ekipo, ki smo pač premagovali tudi te takrat najboljše klube, kot sta Prule, 67 pa Celje. In res za nikoli, mislim, smo zmagali samo en pokal takrat, ki je bil zlata vreden, je bila prva lovorika za Velenje tisti čas. Potem je bilo 2004, istočasno bilo leto 2004, kjer sem je zablestel na Evropskem prvenstvu in pač tu mislim, da je bil ta nek prelomni trenutek v moji športni karieri, kjer pač sem si dal neko možnost, da bi dal študij na stran in se posvetil samo rokometu. To se je potem pač tudi zgodilo, šel sem v Kiel in sem doštudiral šele letos, no, tako da to je 11 let kasneje. Ja, zdaj se je slišal, da se bežiš pred Boloncem, hočeš še po ta starem sistemu, tako se je zdaj to slišal. Ja, zdaj letos moraš zaključiti, če ne si Bolonc.
Sem bil zelo vesel, no, da se mi je vse lepo išlo. Takrat je bilo leta 2004, mislim, da je bilo tisto prelomno leto, kjer sem nekako začutil, da pa bi mogoče lahko pač si naredil eno lepo kariero, kar mi je na koncu uspelo. Se pravi, koliko si bil star, ko si šel prvič pol tujino? V Nemčijo si šel, 20. Isto, jaz sem šel pa z 20 njih v Italijo, no, pa vem, da recimo ta preskok, preskok oziroma skok v tujino, no, prva ta pot ni vedno, je ful zanimiva, je ful, ne vem, veš, ko se to prvi zgodi, ko si mladi igralci, mi zdi taka stvar, da živiš za to, ne, sam ni pa lahko vedno, ne, iti recimo. Pa ne, mislim, mene je bilo strah, jaz sem v bistvu šel gor, Nikolaj šel Škrabatič takrat, ne, oba smo isto stara, verjetno smo pač oba smo bila sama gor, verjetno smo tudi zaradi tega postala tako zelo dobra, najboljša kolega in pač tako, da nekako smo imeli neko družbo, drugače pa je, če ne bi bilo tega, mislim, da bi bila kar sama oba in to pa res ne bi bilo prijetno. Mislim, jaz sem imel zelo pozitivno nekako izkušnjo s tem, da ko sem šel, res da sem šel v en izmed največjih klubov v Evropi, takrat, ne, oziroma tudi zdaj v rokometu in pač res osvajali smo lovorike in ko se veš, kako zmaguješ, je vse super, ne. Tako da res imel neko zelo lepo pozitivno izkušnjo, ki se je potem nadaljevala pač, in se še vedno nadaljuje 7 leto tukaj v Montpellieru, v Franciji, na jugu Francije, ne. Tako da je super. No, recimo, ko si šel v Nemčijo, ne, jaz sem pred par leti igral na sezono v Nemčiji, boš lahko ti potrdiš, oziroma po tvoji izkušnji, recimo, da recimo košarka je zelo popularna, ampak rokomet je pa en čist drug nivo tam, za dvoranske športe govorim, dobro, normalno nogomet je recimo številka 1, tako kot smo rekel, vse posod skoraj, ampak jaz pa vem, recimo, da smo mi za košarko imeli precej polne dvorane, precej razprodane dvorane, dosti novih dvoran, recimo zgrajene samo za košarko v teh bolj manjših mestih, razni Ulm, pa Oldenburg, pa Ludwigsburg, pa tako zelo simpatična mesta, mala, ampak zelo neverjetno lepimi dvoranami. Mislim, ne najdeš po mojem kakšne druge lige, ki bi imela toliko lepih malih dvoran, recimo samo za košarko zgrajene, ne? Ampak vedno so mi pa tisti moji soigralci tam pa v klubu, tam govorili v Bambergu, da rokomet je pa še en nivo više od tega, ne? Tako fani, ne, zelo popularni je rokomet, ne, tudi močen, normalni nemški rokomet, ne. Od dvoranskih športov se mi zdi, da je sigurno številka 1, no, v Nemčiji, imam prav. Ja, mislim, da je, no. Pač jaz Nemčijo primerjam v bistvu, mislim, da je nemški narod po obiskanosti najbolj podobno ameriškemu narodu, ne. Njim ni težko dati, res jim ni težko dati za dekarte denarja, pridejo, se zabavajo, jejo tiste klobasice, pijejo pivo, smejijo se, ploskajo, pogovarjajo se. Res to me je toliko fascinirano, ko sem bil, predlani sem bil v Ameriki, v Bostonu, sem šel Red Sox gledati, pa so isti način. Isto. Ja, naredijo tak družinski dogodek. Super, mislim, neverjetno je. Njim res ni težko dati, ne vem, 40 ali pa 30 evrov ali pa 20 evrov za karte. Pač oni dajo, oni prijejo se takrat hece, zabavati s prijatelji, ne vem, spijejo tiste 3 pire, pojejo tistih 5 klobasic in grejo domov veselja. Ne glede na to, je zmagala njihova ekipa. Tako da pač to me zelo fascinira in res rokomet v Nemčiji je res nek rokometni NBA. No. In, mislim, dvorane so ful dobre, ful moderne, tak šov naredijo ven z tega. Super je, tudi ljudje radi hodijo gledati. In vem, da mislim, za mene prvo leto, ko sem prišel v Nemčijo, smo igrali proti Gummersbachu v Köln areni, ko je bilo 20,000 ljudi. No, in vse to je, mislim, da v NBA so tu 20,000 ljudi, 20,000 dvoran. 18, odvisno kam. Ta je pač 20,000 in mislim, za 20-letnega mulca prvič v taki veliki dvorani, mislim, da sem kar gledal. No. To ste imeli v Kiel, kjer si bil, prav dvorano ima, oni imajo za 20 eur? Ne, v Kiel ima dvorano za 10,250 ljudi. Samo za rokomet dvorano? Ne, večnamenska dvorana je, ampak v bistvu je rokomet glavni. Rokomet, ja. Pa vedno razprodano? Vedno. Ne glede na to, kakšna tekma. Ne. In pač to je super, Gummersbach je pa, oziroma je pa v Kölnu. Oziroma Gummersbach je malo mesece pri Kölnu, in te velike tekme so takrat igrali pač v tej veliki Köln areni. Ne, se mi zdi, Nemci imajo ta nek feeling, da mogoče za razliko, da rečeš, ne vem, od Balkana, pa Turki, pa Grki, ki je tisto fanatično navijajo, kar je pa svoje, ima tudi svoj šarm, ampak se mi zdi, da Nemci nekako
s tem svojim, tako si prej rekel, da zelo radi hodijo na tekme, s tem njihovim korektnim navijanjem, pa s polnimi dvoranami, je tudi nek tak poseben užitek igrati. In predvsem mi pri njih všeč, da imajo zelo radi, da zelo podpirajo recimo domačo ekipo. Se pravi, ni tizga, da recimo bo dvorana 3 mesece prazna, zdaj pa, ker prije Kili grad, bomo pa si šli gledati. Veš, kaj mislim? Ampak so oni konstantno tam, navijajo za svoje, ko se zmaga, ploskajo, ko zgubijo, ploskajo, veš. Pač na tak način pomagajo klubu, da lahko na tak način kupuje tudi igralce, oziroma pripelje kakega božjega igralca. Točno to. In to se mi zdi, da tisto njihovo mesto to razume, oziroma ta skupnost te mesto to razume, ta zdrava podpora športu nekako obstaja v Nemčiji, se mi zdi. No. Ja, super je, mislim, veš, če primerjamo zdaj, mislim, Francija je tudi zdaj kakor tok, še posebej v Montpellieru, ko je tak zelo športno mesto, imajo rugby, imajo fuzbal, imajo rokomet, ženska košarka je tukaj zelo močna, mislim, ljudje hodijo na tekme, in pač ni lahko tudi ne, pač hoditi na vsako tekmo, še posebej, ko jih je tok različnih športov. Ampak še vedno imamo, po 80% polno dvorano in počasi se tudi tukaj dviguje ta športno vzdušje, kamorkoli gremo, je polna dvorana in pač je super, res je fajn igrati in pač tudi to ti da neko veljavo, da pač da veš, da si dober in da te ljudje radi pridejo gledati. In recimo, kjer 4 klubi se zdaj smatrajo, pa recimo, kjer 4-5 klubov v Evropi se zdaj smatra kot recimo tistih največjih 5. Veš, recimo v košarki, recimo, če bi rekel zdaj, normalno, trenutno recimo CSKA, pa kak turški klub, recimo Fenerbahče, potem imaš tu recimo Real Madrid, Olympiakos, Barcelona, tako enih, Panathinaikos, grški mogoče. Kdo recimo v rokometu tisti, ki je zadnjih reče 10-15 let najbolj konstantno v vrhu? Ker normalno pač v Evropi obstaja športov sistem, ne tako kot v ameriškem, ko imaš tisti salary cap, pa ko lahko zapraviš določen denar, mislim, verjamem, da v rokometu isto, ko pač to, kot ga imaš, to ga lahko porabiš. Večji klubi lahko naredijo boljše ekipe, tako da pač noben ne špara, v bistvu vsi grejo normalno. Špara je že, če se kje da, ampak ponovadi grejo klubi takrat do maksimuma, da ustvari ekipo, ko bi bila najbolj konkurenčna drugima, oziroma ali pa boljša kot drugi. Tako da trenutno Kiel je najbolj konstanten. Če smo pred tem, zdaj pač so tu neki novi klubi, ki so prišli tudi do kapitala, to je Paris Saint-Germain, naprimer, PSG. Tu imajo odlično ekipo, drugače je zdaj Vesprem, Kielce, je kar dost Flensburg, naprimer, je kar dost Barcelona vedno, Tako da vse ti, ko si igral v Barci, so, mislim, da bili evropski prvaki takrat. Škaj, mislim, mene je to zmotilo v bistvu, da pač španska liga je totalno nekonkurenčna, v bistvu, njih je pač ta kriza jih je zdelala. Čist. Kaj oni so? Kateri klub je bil, ko je prav dobesedno ugasnil? Kaj je bil, Atletico Madrid? Ciudad Real, to je zraven Madrida, po zvakom stran, ampak je potem prišel zadnjo leto, so prišli pod Atletico Madrid, rokometni klub Atletico Madrid, takrat je še Balič igral, in potem se je eno leto kasneje dobesedno ugaslo. Enostavno niso imeli več sponzorjev. Ta njihov šef, bivši Domingo, ko je pač prej ta klub gor držal, ko je bil pač tretji najbogatejši Španc, mislim, da je pač enostavno ga je kriza toliko zdelala, da enostavno ni mogel več tega kluba voditi in enostavno se je potem ugasnilo, nažalost. Nekaj se spomnil, nekaj poje, sorry. Ne, in potem pač tudi ostali klubi so imeli dosti manj denarja, Granollers zraven Barcelone je včasih bil dober klub, Torrevieja je bil dober klub, tako da je bilo, ampak zdaj pač enostavno nima več denarja in dobrega igralca za 2000 evrov pa zelo težko pripeljati. Ja. Normalno, ker sem spomnim recimo tekem, ko sem bil v Barceloni, ko sem zdaj videl, ko pač v isti dvorani igramo, se pravi Barcelona ima košarko, rokomet, pa dvoranski fuzbal, pa hokej na kotalkah že se igra v Barceloni. Ja, pa no, to je legit šport, ni, mislim, to je weird. Ti si weird. Ampak ti si res weird. Ti si res weird. Ti si bizar. Ampak hotel sem reči, da so bile tekme, recimo, ker so bilo, v prvem polčasu je bilo 10-15 golov razlike, 20, domače prvenstvo, Barcelone. Porazno, veš. Žalostno.
žalostno, da je včasih je bila to druga najmočnejša, druga liga. Se je to. To je bizarno. Ja, ampak bizarno je, da je šla pol cela liga tako, a veš, da je bil tak padec. Ne. Jaz še nekako štekam, če kakšen klub ugasne, ampak se vsaj kaj zadrži. Ne. Tam pa res gleda, da v bistvu sam Barca obstaja, pa neki ljudje, ki se še žogajo. No. Tako je. Barca v športu obstaja zaradi fuzbala. Če ne bi bilo fuzbala, ne bi bilo nič. Tako da basket je v Španiji zelo popularen, tako da basket še vedno nekako se še najde denar, ampak enostavno rokomet pa nažalost je tukaj izgubil bitko z ostalimi športi. Tako da škoda, no, ampak nimam kaj, tako je. Ja, ne, to je sigurno škoda. No, se pravi, si rekel, Barcelona, potem PSG, pa si rekel Kiel, recimo, pa še dva kluba si imel. Ja, Vesprem, Kielce, naprimer, Zorman igra tam. Tako da so dobri klubi, tako da Flensburg, tudi nemški klub, naprimer. Potem se tudi en zelo dober klub v Nemčiji, Hamburg, se je tudi ugasnil letos, zaradi tega, ker niso imeli več sredstev, tako da se dogajajo stvari, povsod zdaj. To je škoda, ker tek čez noč v bistvu zmanjka, ker veš, koliko ljudi je to noter v petih in ne gre v bistvu samo za tiste igralce, recimo v teh resnih klubih večjih, to ogromno ljudi dela noter v tem klubu, veš, imajo službe, so odvisni od tega, veliko bolj, ko pa recimo igralec, če je kvalitetni igralec, pač klub se ugasne in bo že najde drugo sredino, ti ljudje pa ne morejo kar tako prevekslati, in to so kar take male športne tragedije, sigurno, ja. Prej smo začeli snemati, smo samo na hitro se dotaknili na te lige šampionov, pa tega smešnega sistema. Ja. Dej še enkrat povej, Anže, če si ti slišal prej, ko smo se pripravljali. Nisem imel za to, da obstajajo v bistvu 4 skupine, pa posluš kaki sistem. Vem, jaz sem na osnovno šolo Prule hodil, jaz te stvari preveč vem. Sorry, rokometak. Sorry, fin, ne. Jaz sem hodil na edino osnovno šolo v Sloveniji, po moje, kjer je rokomet 1. do 7. šport. pa mogoče kdo igra še kaj drugega. In kako si pa v košarki pristal, Anže, da si... Ker sem jaz sem branil za Prule tako en let. Jaz se tebe za golmana predstavljam. Čak golman si bil, ali kaj? Ja, en let sem bil, ker sem preveč zrastel. Pa nisem vedel prej. Ja, sem nehal. Tebe za golmana. Pred 12 sem nehal špilati in sem tako en let kao bil golman. Tam je bilo zajeban to, ker so ljudje znali igrati že v osnovni. In je bilo kar malo bizarno. Čak, zdaj predne gremo pol na ligo. A se reče Liga prvakov, ali kako se pravi, kak je prav sploh? Liga prvakov, v bistvu. Liga prvakov. Ni Euroliga, recimo tako košarke. Ne, predne gremo na to, sem hotel reči, liko si golmana omenil, da ne bom pol pozabil. Meni je vedno zelo fascinantno po rokometu gledati golmana, ko v bistvu dobesedno da svoj life za to, da brani tisti gol. Zato, ker se mi zdi časih toliko blizu glave, te bombe letijo. Sam ne blizu, včasih gre tudi kar v glavo. Ampak, a veš, ne vem, a si bil, da ti že zraven, ko recimo se je kakšna resna poškodba zaradi tega zgodila, kakšna resna, pretres možganov, kaj take, ker to niso, a veš, žoga, šut pri nas košarke, ko ti vrš žogo na koš in nežno, lepo vrš, da bo čim bolj lepo nadpadla. Pri vas pa je pa zgleda, kot da je zabrišeš maksimalno močno, koliko je lahna. In pa tudi žoga je, ne bom rekel, da je mehka, ne veš. Ja, sem bil enkrat, ne vem, pač se vidi, če ga žoga res dobro zadane v glavo, pa da ni pripravljen skoncentriran na to, da je bo dobil v glavo, potem je tudi malo hodil krivo nazaj na klopa, ne. Ampak Ko da je bil eno rundo v ringu z Mike Tysonom. Ja, pač šel, ampak to se zelo redko zgodi, zato ko ponavadi so golmani pripravljeni na to, ne. Ko pač, ne vem, ga ti zadaneš v glavo, pač je on napolno skoncentriran in nekako vidi to žogo, da prihaja, ne. Tako da zdaj valjda se zgodijo, pač, da se pač golman more vsesti, ne vem, za minuto, 2, ampak ponavadi 10-15 sekund, ker vrejo, pride k sebi, pa se obrani naprej. Tako da drugače pa hecamo se, da so pač golmani tukaj malo posebni, tako pa levičari. A pa recimo imajo recimo golmani v ekipi kak poseben status v smislu,
ker je le taka specifična pozicija. A veš, recimo, tako recimo, ne vem, pri recimo nogometu je golman le malo drugačen. Ne vem, prijemi na pamet recimo ameriški fuzbol, kjer je quarterback, recimo ima nek poseben status, recimo, ne vem, v bejzbolu je pitcher, se pravi, ko ponad meče, je malo kao poseben po svoje. Recimo, pri vas velja to, ali pač del ekipe čisto normalno se ga gleda, čisto normalno se ga smatra, konc koncev, ne vem, so recimo golmani bolj manj plačani, recimo, zato, ker so golmani, ali je to čisto isto, kako je to recimo, a veš, te razlike? Zelo dobrega golmana je zelo težko najti, ne, in pač zdaj, nekateri, mislim, te najboljši golmani so definitivno tudi zelo dobro plačani, ne. Zdaj, najboljši igralci imajo tudi zelo dobro plačani, tako da zdaj mislim, da tukaj neke razlike ni, ampak razlika pa je v tem, ko sem že prej rekel, da pač vsi vemo, da je to golman in pač nastaviš, da ti bo kdo vrgel žogo v glavo, glih ne moreš biti malo prisepa, ne, tako da pač že tu imajo nek poseben status, drugače pa ne, vsi smo bolj kot ne vse pozicije, mogoče srednji zunanji so tukaj nekakšni lideri, ne glede na to, da pač vodijo samo igro. Nekako kot playmaker v basketu. Tako, pač mora imeti kombinacije, a veš, pač ti vidiš, kakšna je postavitev obrambe in pač na to postavitev obrambe se mora pač srednji zunanji prilagoditi in korigirati ekipo, da bo pač najlažje prišla do zadetka oziroma najlažje nadigrala nasprotnika. Tako da to je, mislim, da nekaj takega, vse podobno, mislim, da tudi v basketu pa v ameriškem futbolu, ne. Recimo nekateri trenerji, tako v NBA kot zdaj recimo v Evropi, tudi kadar je sploh proti koncu tekme, že tudi uporabljajo malo rokometno taktiko, ne skozi celo tekmo, ampak recimo sploh proti koncu, kjer je recimo dosti prekinitev, pa je recimo vsaka žoga odločilna, že uporabljajo malo rokometno taktiko v smislu, da uporabljajo igralce ene samo za napad, pa ene samo za obrambo, a veš. A res? Ja, se že dogaja, recimo v NBA se doskrat to dogaja. Ne bom rekel zdaj, da se toliko dogaja 10krat na tekmi, ampak recimo zadnjo minuto, sploh recimo v NBA, kjer imaš ti ogromno time-outov in ogromno prekinitev, recimo, ne vem, fauli, prosti meti, ko ti delaš menjave, ne, se doskrat dogaja, da bo recimo trener dal ker v NBA lahko ti recimo kličeš time-out brez da se prekine igra, se pravi, ti dobiš žogo v obrambi in če imaš še time-out, ga lahko pokličeš, kaj rečeš sodniku time-out in sodnik ustavi igro, ne. In zato ti lahko imaš ti recimo obrambne igralca enega, ki je boljši obrambni, a ne, ga daš noter, recimo obraniš, dobiš skok, kličeš time-out in v time-outu narediš menjavo in pride noter napadalca, veš. In to se doskrat dogaja recimo v NBA, a ne. Ja. To jaz, ko gledam tukaj na koncu, če je kakšna tekma, je toliko teh reklam za poznoret. Ja, s time-outi, ne? Res, no. To se vleče, to je res, ja. To je mogoče so malo so preterali mogoče s tem, ne, imajo ogromno število time-outi. Mal, to je ta beseda, mal preteravajo s time-outi. Pri Apple TV imam direktno, a veš, gledam ESPN ali pa ABC, ne, a veš, in potem skozi te reklame njihove ameriške, ko imam že na vrh glave. Ponke, ja. Ja, se to je, ne, to je za gledalca, je to zelo naporno. Recimo v dvorani je malo lažje za tiste, ker je ponavadi so šovi med time-outi, pa tako je malo bolj zanimivo. Za igralce je pa to čisto okej, zato ker v bistvu ti prav prije time-out, da se lahko v bistvu zmeniš za naprej točno, ne. Najbolj pa seveda si manejo roke sponzorji, normalno, ki to izkoristijo za vsako možno reklamo pa to, ne, oziroma televizije pa tako naprej. No, prej smo se menili pač o EHF-u, recimo, se pravi, to mi je malo čudno, recimo 4 skupine, pa 2 močnejši, 2 slabši, mogoče tisti, ki ne vejo to, dej, prosim to še enkrat objasni na hiter. Ja, no, to je za nek nov sistem, ko pač jaz ne vem, zakaj so tako naredili, no, ker je prejšnji sistem pač bil bolj. To je od letos ali zdaj zadnjih par let? Letos je ta sistem prišel v veljavo in bo naslednji leto isti, tako da je prve 2 skupine, ko sta močnejše skupine, jih je po 8 noter in tu pač igrajo te najboljše ekipe, kot so Barcelona, PSG, West Brom, Kiel in tako naprej. Potem so pa druge 2 skupine po 6 nasprotnikov, ki so pač, ne bi rekel zdaj manj vredne, ampak ker so pač lažji nasprotniki, ne? To so pač, ne vem, ekipe, ki pač niso tako visoko v točkovnem razredu pri EHF-u, no? In pač jaz pač ne vidim razloga, zakaj, če je to neka liga prvakov, zakaj bi zdaj ločili med dobro skupino pa slabo skupino. Pač vsaka ekipa, vsak, ko igra v ligi prvakov, jaz mislim, vsak klub si želi igrati z najboljšimi, kot so Barcelona, ne vem, Kiel, ne,
ker pač to pritegne tudi sponzorje, ker to pritegne tudi gledalce in pač zanimanje samo, a ne za tekmo. Tako da tu so ga malo, ne vem, no. Jaz pač mislim, da je tu pač šlo malo mimo, ampak dobro bomo videli, kaj bo zdaj v naslednjih letih, a se bo kaj še spremenilo, ampak mislim, da je ta sistem je bil bolj kot ne vzpostavljen za take ekipe, kot so Barcelona, Vesprem, kjer pač so lige, a ne, ki nimajo nasprotnikov v samem ligaškem sistemu. In potem imajo dosti več težkih tekem v Ligi prvakov in na ta način pač nekako to funkcionira. Ne? Ja, razumem. Ja. Kako se je letos izkazal ta sistem tekmovanja? Mislim, ne vem, no, za nas je bilo zelo težko, ker pač igraš pa dve močni ligi, ne? Ja, mi imamo močno domačo ligo, pa smo imeli močno Ligo prvakov, a ne, bili smo močni grupi, a ne, tako da enostavno smo bili pol igralcev je bilo poškodovano, a ne, in potem smo igrali v bistvu 6-7 igralci še celotno sezono, a ne. Ko se en vrnil, se je drug poškodoval in tako naprej. Ne. Imeli smo 2 kolena, smo operirali. Ogromno poškodb je bilo letos. No. In to smo to doskrat rezultat tega, ne, teh napornih tekem, veš, in vsega tega. No. Zdaj, jaz točno ne vem detajlov vaših poškodb, ampak recimo vidim, da pač se zelo podobno dogaja recimo v košarki, ne, kjer je pretirano število težkih tekem, ne, vmes pa so normalno trdi treningi, dolga potovanja in se mi zdi enostavno šlo predaleč to, ne. Pa dolgo je, a ne, jaz ne vem, koliko je zdaj sezona 9 mesecev, 9-10 mesecev. No, naša je 11, ne. Ja, se v pismu, ej. A veš, mi imamo še vsako leto svetovno ali pa evropsko prvenstvo, a ne. No, če to šteješ zraven, pri nas je, mislim, tisti tudi 11, ne. 11 pa pol prideš, ja. A veš. Enostavno imaš fraja, ne, in potem enostavno enkrat pač nekaj crkne in ne gre. Telo reče, dosti je bilo, ne morem več in pač si poškodovana, ne. Nažalost, to je tako, ne. Mislim, da v Ameriki je to zelo dobro narejeno, no. Mislim, da jaz, ko gledam, za meni, po moje pojme, so v Ameriki vse skapirali, no. Daleč pred nami v Evropi, sigurno. Mislim, oni imajo tisti NFL, ko 4 mesece traja sezona, ne. A veš, imajo toliko tekem, polne stadione skosno, a veš. Sponzorjev, kolikor češ, ne vem, Super Bowl gleda, ne vem, 300 milijonov ljudi, a ne, a veš. Rokomet pa je 11 mesecev ali pa ne vem, basket, ne, 9 mesecev ali pa 10 mesecev v Evropi, a ne. In potem se tudi malo naveličajo ljudi, a ne. Sigurno. Moje, a ne. Sigurno. Šova, a ne, tako je zgleda na to. Ne, ni, je razlika, sigurno, če ti igraš, ne vem, 50, dobro, ne veliko 50, ampak recimo blizu 40 domačih tekem na sezono, kar sicer v NBA igraš, ampak dobro, to je malo drugačen nivo, ampak vseeno v Evropi nimaš ti vsakič, da ti pride najboljši igralci na svetu igrata, veš, a ne, ker ni take konkurence velike, a ne. In je pa se postavljeno tiste tekme, ki recimo, ne vem, tako se prej omenil, recimo Barcelona v rokometa, v košarki igra z enim iz repa lestvice, pač je nezanimiva tekma normalno, ne, in teh tekem je ogromno skozi sezono, preveč, ne. In nekako najbolj pa potem nastrada na koncu je košarka, ki izgublja na svoji popularnosti, no. Kak je pa v NBA-ju? To je pa ful dobro. V NBA-ju pač ta dve, mislim, velika razlika, prva stvar je, se pravi ta salary cap, se pravi, koliko lahko ti denarja porabiš, ne. Recimo zdaj, če je salary cap 60 milijonov dolarjev, ti jih lahko 60 porabiš, vsak dolar, ko greš čez, moraš potem dolar plačati ligi, ne. Se pravi, boš dvakrat premislil, a bo šel čez ta salary cap, se pravi, salary cap pomeni denar, ki ga porabiš za igralce, a ne. In do določene meje je, ne vem, taksa, se pravi, $1, potem spet naraste, a ne, gre spet čez določeno mejo po $2, se pravi, vsak dolar, ki ga porabiš, moraš pa 2 plačati ligi, tako da te v bistvu to ogromno stane, a veš. Tako da se normalno to so naredili zaradi tega, da bi bila liga čim bolj izenačena in da ne bi bogatejši klubi oziroma mesta, se pravi Los Angeles, ne vem, New York, Chicago, Miami in tako naprej, imeli prednost pred manjšimi, ne, a veš, in to je zelo tak pameten sistem. Drugo pa je normalno to,
da je to zaprta liga in iz te lige ti ne moreš pasti ven. Se pravi, ti če si zadnji v ligi, te rajiš badati, ti drugo sezono ne boš igral NBA-a, a veš, kaj mislim. Ja, poleg tega si pa še v narekovajih nekako nadgrajen, ker imaš s tem, če si zadnji, največ možnosti, da boš v bobenčku na koncu imel v loteriji najvišji draft pika. Ne? Se pravi, boš lahko izbiral najboljšega mladega igralca na svetu naslednje leto. A ne? Tako da je sistem zelo dobro narejen. To je vrhunsko narejeno. Ne? To je vrhunsko narejeno, zato je lahko liga konkurenčna in je zanimiva iz leta v leto. Ne? Recimo pri Evropi je pa normalno tako v rokometu, košarki, to, kar sem prej rekli. Ne? Se pravi, bogati klubi imajo denar, oni kupujejo, bogi pa životarjo. In se že naprej nekako ve, kdo so favoriti in kdo ne bo nikoli imel šans, da prije niti drugi kroka. Ne? To so pač problemi evropskega basketa in verjetno rokometa tudi. Ja. Rokometa tudi, ja. Vse fuzbal tudi, če pogledamo. Tako, no, sej pravim, vsi te ekipe. Edini, ko se imajo prerino gore, zdaj je ta Atletico Madrid, ko so, mislim, začeli zmagovati in so pač nekako splavali. No. No, ja, Slovenca imajo, veš, oblagoranje. Slovenci rešuje. Ni po drugi strani tako, da dejansko, veš, UEFA Champions League, ne, pa to, kar se v fuzbalu v Evropi dogaja, je v bistvu zaprt sistem. To v bistvu je NBA, realno gledam, samo da je drugače rešen, da je rešen tako, da lahko kupuješ, mislim, da lahko milijarde že praktično mečeš za igralce. Ni čistek, zaradi tega, ker če pogledamo Manchester United, ker je moj klub, naprimer, ne bo igral drugo leto, če bi bil to zaprt, bi oni igrali drugo leto Ligo prvakov, tako pa ne bojo, naprimer. Mi to že zdaj imajo kar neke probleme. Tega Vangala je treba naznati. To je res, ampak veš, se pa tudi tako, ve se, kjeri so favoriti, mislim tako, ve se približan, ne favoriti, no, ampak ve se približan, kjeri se bojo rotirali noter. Največji sprememba je bila tiska, morajo prvaki med sabo igrati, ne. Tako da mogoče celo, zato lahko Maribor not pride, ne. Resmo. Tako je. To je, če bi se pa... To so dobro naredili, tudi manjši klubi lahko pridejo v Ligo prvakov. No. Ja. Jaz to zmeram gledam, zaradi tega, ker čim se ta NBA sistem omenja, ki je načeloma vrhunski, tudi meni, ampak to pomeni, da mi iz kolebancev skačemo. To sem že parkrat rekel na tem podcastu, pa Slovenija nima za burek. Pač nikoli. Ja, to je pa pol druga stran, se to se strinjam s tabo, že 100%. Zdaj, če bi govorili samo o Sloveniji, oziroma če bi pač gledali malo, da rečem, pristransko, potem bi lahko šli čist kontra šimfat, pa v bistvu govoriti, oziroma dajati argumente, kako bi lahko Slovenija spet zraven prišla. Ampak jaz govorim vedno pač o košarki kot o celoti, oziroma evropski košarki. To se pa jaz ful strinjam. Sam zato pravim, da je ta UEFA sistem je meni huda mešanca tega. Da se v bistvu nekako ve, da je to več ali manj eni te isti, pa se pa nazaj do cajta, ki še ga zraven spusti. Ker tam v NBA-ju gledati Philadelphia 76ers, ki gnojijo že 5 let. Samo eno prednost, ki pa ima recimo Philadelphia 76ers, da ben ne vidi prihodnost, pa ne vem, če se jim bo to poklopilo, ampak naprimer oni recimo kot NBA klub, ki pa nimaš bojazni, da ne boš padel ven z lige, pa zgubil sponzorja, pa ne vem kaj, pa lahko ti rečeš, naslednjo sezono 2-3 bom pa jaz mlade razvijal, pa razviješ ti dejansko 2-3 potencialne all-star igralce, ki ti potem prinesejo uspeh, To je res. V Evropi pa ti težko, da recimo, če boš nek slabši klub v neki evropski ligi, ali to za košarka, rokomet, da boš zdaj rekel, sem pa 3 full mlade talentirane, letos bom dal pa jaz njim šanso, pa naj igrajo, tudi če jaz izgubim 20 tekem. Tega ne boš naredil, ker 20 tekem pomeni, da boš šel trener, da boš padel v nižjo ligo, pa da boš verjetno izgubil sponzorja. In to so taki problemi, ko vprašanje, če bo kdaj recimo Evropa prišla na ta nivo, da si bo, recimo saj, če govorimo o evropskih ligah, v basketu, nogometu, v košarki, da bo prišla do neke točke, kjer bo zaklenila ligo, kjer bo uveljavljala vsaj določene salary cap sisteme ali pa kaj takega, da bi postala liga malo bolj izenačena. Recimo draft bi bil zanimiv v Evropi, da bi lahko recimo te klubi izbirali igralce, kam grejo, pa tako naprej, ne vem. To so take razlike. To bi privat lige, Privat lige, Sej Euroliga, recimo košarke nekaj poskuša na to smeriti. Ampak preveč se mi zdi preveč pametnih. Preveč pametnih ljudi je v narekovajih pametnih. To pa sigurno. Vid reprezentanca, spet super uspeh olimpijske igre. Enkrat ti že igral olimpijske igre, 2-4 v Atenah. Se pravi, zdaj po 12 letih spet olimpijske igre. Mogoče eno tako vprašanje, ko mogoče malo težko odgovoriti, recimo, kjer je uspeh bil večji, 2014 ali 2016, katero ekipo priti do olimpijskih iger je večji uspeh za tebe? 2-4 ali pa 2, pa zdaj,
ne vem, no, mislim, da je obakrat bo kar zelo težko. No. Zdaj pač drugačen sistem je. Takrat 2-4 smo bili drugi, si se lahko direktno kvalificiral na. Takrat so bile še direktne kvalifikacije iz evropskih prvenstv, pa svetovnih prvenstv na olimpijado. Je bilo mogoče, ne bi rekel, da lažje, ampak drugače je bilo. No. Če si bil, ne vem, rečemo, do 5. mesta na evropskem prvenstvu, a ne, potem si bil direktno kvalificiran na olimpijado. To je bil nek sistem, zdaj ne vem, ali je to točno ali ni točno, ampak ni bilo teh dodatnih kvalifikacij za olimpijado, no, takrat. Zdaj na olimpijado se zdaj kvalificirajo samo zmagovalci evropskih pa svetovnih prvenstev, tako da to je zelo težko, ne? Potem pa za vse ostale so pa dodatne kvalifikacije, kot smo jih igrali zdaj, kjer pa ponovno naletiš na zelo dobre ekipe, kot smo mi zdaj, Španija, Švedska pa Iran, a ne pač Iran kot nek outsider, in potem pač moraš zelo dobro odigrati, pa imeti malo kar dosti športne sreče, da pač se kvalificiraš na olimpijado, ampak jaz bi rekel, da oba dosežka sta enako vredna in ni ne lažjih, ne težjih. Jaz mislim, da smo isto vložili truda, kot smo ga 2004 in mislim, da smo tudi zasluženo si zaslužili to olimpijado. No. Ja, ne, super je videti. No, recimo, jaz pač, meni recimo nikoli ni uspelo priti do olimpijade, vedno sem nekako imel, pa ne bom rekel smolo, ampak vedno smo se nekako uspeli uvrščati skozi evropska prvenstva na svetovna prvenstva, tisto leto, ko so bile pa olimpijske, a ne, ker je pač vsake 2 leti imaš, oziroma vsake 4 leta je svetovno, potem 7-4 leta, oziroma pardon, je pač na 2 leti je vedno ali svetovno ali olimpijske, na to hočem reči. Se pravi, vedno, ko je mesto evropsko, smo uspeli kvalificirati ravno takrat, ko je bilo na vrsti svetovno, tako da olimpijskih nikoli nisem igral. In mogoče mi lahko ti malo recimo poveš feeling, recimo, ker to ga vsi opisujejo. Včeraj sem govoril z svojim igralcem Bernie Rodriguez, ki je španski reprezentant, bil včasih tudi svetovni prvak za Španijo, igral olimpijske igre. Mislim, da je rekel 2-4 v Atenah, ne 2-8 v Pekingu. In je rekel, da je neverjetno občutek, ko prideš na stadion, tisto, ko je predstavitev reprezentanc. Ti si to že enkrat doživel, a ne? Ne, nisem bil. Ker nas trener nisem pustil, da gremo na... Ja, se res, ja. Ker so tako igrali, ja, takoj so špilali, to se pa jaz spomnim. Ni to lih, ne morem rekel najpomembnejši del je verjetno dobiti medaljo, ampak recimo doživeti to, ne vem, to mi vsi, jaz sem dogovoril z enimi 10 različnimi košarkaši, ko so bili olimpijskih, pa vsak mi je rekel prvo to stvar, ne da je zmagal, ne da je izgubil, ampak recimo ta stadion, pa vse to. A leto živete urnik, boš leto lahko šel na stadion na sprejem? Ja, vem, da imamo, mislim, da imamo 6-5 je otvoritev, a ne 6 je pa tekma. Ampak jaz upam, da nam bo Vujo pustil, no, res... Rečemo, ne se ne zabava. Ker jaz pač mislim, no, da ti to da neki tak tisk naboj, pravi naboj, olimpijski naboj. No. Ne bom rekel, da ga nismo na olimpijadi v Atenah imeli, valjda smo ga imeli. Ampak jaz mislim, da to pač je nekaj posebnega in pač je to treba doživeti. In ker pač se na koncu, ko priješ tja, ne, pa igraš tekme, je to turnirski sistem. Vsak drug dan je tekma, ne, ti se koncentriraš, ti se pripravljaš na tekmo, podobno kot na svetovnih prvenstvih. Ampak na svetovnih prvenstvih ni tega vzdušja, ni teh otvoritev, ni olimpijske, rečemo, vasi. In pač že samo olimpijade vsake 4 leta. In ne vem, no, jaz mislim, res upam, da bomo lahko letos šli na to otvoritev, da bom res enkrat občutil to, kar je tebi soigralec povedal, no, in da bomo potem pač lahko bolje zaštartali, kot smo pa leta 2004, kjer smo bili na koncu 11. Ja, jaz tudi upam, no, bom držal prsti. No. Hvala. Bo lepo gledati. Ne, recimo ta moj soigralec, mi je sploh ta olimpijsko vas mi je na dolgo in široko opisal, kako je to v bistvu zanimivo biti tam z vsemi športniki, pa recimo oni so kot so Španci, ne bom rekel hotelu, v njihovi stavbi, recimo zraven je bil na enem stropu Nadal, a veš, potem so bili oni, potem ne vem, spet kjer drugi, ko so zmagovalci, pa tako rekel, da je super srečevati te ljudi.
vsak dan. In je rekel, zanimivo, da recimo je bilo ena taka, znotraj te olimpijske vasi je bila ena ogromna stavba, kjer je bila tista glavna jedilnica, ne, oziroma glavna hrana, ne, tako na enem mestu. Ampak znotraj tega je bil pa McDonald's, veš. Ja, itak. Zdaj, kako je možno pismo olimpijske igre, ker bi mogli vsi biti najbolj kao, veš, ne vem, profesionalci, dobra hrana, pa to pa dajo unutar McDonald's. To ne moreš tega človeku delati. No, veš, koliko delajo, skozi je polno. Ja, in je on sam rekel, da kao pride tja španska reprezentanca eni od favoritov, da zmagajo. Ne vem, koliko veš, pač Španci recimo v zadnjih 10 letih so res vrhu, z Američani, z roko v roko Američani skoraj, da ne. On je bil del te reprezentance in je rekel, trener je rekel, kao držite se dobre hrane, paste kaj jete vsi, prvi dan tako riž, pa piščanc, pa drugi dan tako salate, pa to. Tretji dan že tak mini burger zraven. Četrti dan je rekel, so že Ricky Rubija poslali, da je celi ekipi prinesel 15 Big Macov, veš. Je bilo že na polno, veš. Tako da se rekel, to ne moreš, če imaš tam McDonald's, je malo težko, da ne boš šel sprobati, ne. Ja, jaz tudi sem kar šel na kakega čizija. Pa vse je free, ne? Vse je zastojno noter, ne? Mislim, nekaj bilo v Atenah. Vse je, pač, ti imaš pes in noter je vse zastojno. Pač imaš ti to akreditacijo, to je pač, ko mi v Atenah, tako si pač bilo zelo zaščiteno, ne? Ko si noter hodil, ne? In potem, ko si bil pač noter dober, si mogel imeti akreditacijo pri sebi, ampak je noben ni gledal. Pač potem je bilo, vse, kar je bilo noter, je bilo zastojno. Vem, da sem se nacejal teh getoredov, pa ne vem, čega še vse v glavnem v teh mašinah sem bil skosno za pijačo. No. In zvečer se spomnim, še do besedno se spomnim, ko sem kjer mu sem rekel, da gremo na en Big Mac. Smo se vseli na avtobus, ko vozi po vasi, pa smo šli na Big Maca. Ne, je rekel, da so nekatere, ker pač ni alkohola znotraj te olimpijske vasi, ne? Ne može biti nikjer alkohola. In je rekel, da so nekateri športniki delali, da so pač našuntali te razne, ne vem, bicikliste, pa te razne, ko imajo take, kako bi rekel, vzdrževalske športe. Anže, kak je prav, ti si slavisti, kdaj? Res nisem star. Ne vem, kaj se tem reče. Vzdrževalski, ker pač moraš več kot 30 minut dobesedno konstantno na maksimum trpeti, no, te športi. Vzdrževalski, mislim, da imamo naslov. Karkoli že, no. In te so vedno nosili sabo ogromno, cele rudzake, cele nahrtnike, recimo teh raznih napitkov, ne vem, vode, Gatorade, ker so pač to ful ogromno tekočine sem tja, ne, in so pač vedno hodili in pač imaš ti security, ko greš skosa, ne, ven pa noter v to olimpijsko vas in je rekel, da so se pa zmenili, da so šli s praznimi flašami ven, nakupili zunaj alkohol, ne vem, veš, dali, ne vem, razne te viskije, sem tja, vodke, nalili v noter te flaše in pa pač prišli nazaj noter v vas in doben od security ni tisti njihove bidone čekiral, veš, kaj mislim. Ja, in na tak način so kao noter spravili alkohol, različni športniki, so pa imeli žurke, tako da si predstavljam, da mora biti to, da mi to poslovajko zanimivo. Jaz ne vem, takrat sem bil, kaj smo 20 let star, takrat, pa ne vem, glih sem reprezentanco, tako resno vprašal, nisem kaj preveč o tem razmišljal, jaz sem bil sam vesel, da sem izravnal. Tako da letos pa upam na tem, da bom razmišljal, zato ko bomo se borili za medalje, tako da bomo videli. Dobro, kaj recimo... Drugač bom pa vzel tole, če bomo naredili kak rezultat, bom pa definitivno tole, kar si mi zdaj povedal. Uporabil. Ja, tega, če bi ti bilo dobro reči, če sem ti jaz rekel, pa bom jaz kriv, ni problema. Škaj, recimo pri rokomet je le mogoče malo drugačen šport, kot recimo košarka pa nogomet, v smislu, da je, pa popravi me, če se motim, recimo bolj evropski. Recimo, ne vem, nimaš Severne Amerike močne v tem športu, recimo Južna Amerika, vem, da ima nekaj ekip, Azija je verjetno tudi dosti nekonkurenčna, se pravi, bolj kak Evropa je tista, evropske države so tiste, ki ponovadi krivijo vrh, no. Recimo, koliko je tule, recimo, realno, zdaj, ko si imel recimo medaljo, koliko je recimo tule realno favoritov tistih, ki imajo možnost, pa ne bom rekel, da sem zmagati, ampak recimo priti do medalje. No. Koliko je recimo tistih ekip, ko rečeš, ok, ne vem, 6, 7, 8 ekip se bo pa borilo res za čisto sam vrha, ne. Ali je manj to število, ali več? Ne, v bistvu na olimpijadi se lahko vse zgodi, no. Tako da zdaj, tako si rekel, mislim, Brazilci so zelo napredovali, naprimer v rokometu in igrali boj doma, ne.
Tako da definitivno mislim zdaj, da bi medaljo vzeli mogoče ne, ampak znajo pa definitivno tudi kakšni veliki ekipi zmešati štrene. No. Potem Argentinci imajo tudi zelo tak atraktivno rokomet, zelo so hitri, niso visoki, so pa zelo hitri, zelo so neugodni in so na zadnjem svetovnem prvenstvu kar dosti ekipam delali so jih kar težke tekme povzročali. No. In rokomet kar napreduje. No. Zdaj zaenkrat v Ameriki rokometa še ni, na Kitajskem tudi ni rokometa, ampak mogoče v bližnji prihodnosti bi se znalo kaj razviti. Vem, da so Katarci so zdaj nekako umetno naredili to ekipo, ker je lani bilo svetovno prvenstvo v Katarju. To vem, da so čisto umetno sestavili ekipo. Ja, ampak niso zdaj sestavili ekipe iz najboljših igralcev na svetu. Oni so sestavili ekipo iz igralcev, ki jih pač nekatere reprezentance niso hoteli imeti, naprimer enega Francoza, potem Šarić, naprimer golman od Barcelone je njihov igralec za svojo reprezentanco, ni igral za reprezentanco ne vem koliko let, in potem pač so ga našumtali, če bi on prišel, in pač je šel. In na tak način so sestavili zelo, zelo dobro ekipo, zelo, zelo dobrim trenerjem, in mi je nekako ratalo. Zdaj bomo videli, kaj se bo dogajalo, ko bojo pač ne bojo na domačem terenu, igrali, ampak vseeno mislim, da znajo tudi zelo dobro odigrati, ampak tudi ne mislim, da so zdaj Katarci favoriti za medaljo. So pa Francozi, so Poljaki, so Nemci so zdaj bili evropski prvaki, naprimer, Tu je pa ogromno je takih ekip, ki znajo tudi presenetiti. In na olimpijadi je samo 12 ekip in od teh 12 ekip lahko 8 kamor dobi medaljo. Mogoče ne zlato, ampak se pa lahko bori z medaljo. No, to je recimo razlika od košarke. V košarki ponovno olimpijskih, veš, ker pač iz Evrope grejo, koliko že gre iz Evrope, 4-5. Veš, dobro, preko dodatnih kvalifikacij lahko tudi mogoče, mislim, da mogoče 6, ampak vseeno imaš ti potem ekipe, recimo afriško ekipo zraven, pa imaš zraven, ne vem, kitajsko, azijsko in tako. In je potem malo nepošteno, da imaš ti recimo doma ostane ekipe iz Evrope, ki so dejansko mnogo boljše od teh ekip, a veš, ene pa dobijo vozovnice samo zaradi tega, ker so pač iz drugih kontinentov, in to je pač malo moteče. Vse to je tudi podobno, naprimer. To je moteče. V Evropi so tudi močnejše ekipe od Tunizije, naprimer. Naprimer Španija je močnejša od Tunizije, ampak se je Tunizija kvalificirala, ker je pač imela mogoče slabšo grupo, kvalifikacijsko grupo. Ampak to, v tem se bi dalo razglabati, ampak pač tak sistem je, da se uvrstiš in pač tudi mislim, da je prav, da je tako, ker če ne se potem pač ti Južna Koreja in ostali nikoli ne bi uvrščali na to olimpijado, tudi ne. Ja. Vse je fajn, dokler nisi tisti, ki ne gre na olimpijske, eni Senegalci pa grejo 3-krat v karieri. Tako je. To je res. To je res. Ni pravično, ampak tak je sistem, ja. Tak je sistem, nažalost. Nimam kaj. Prej si sam še omenil, si rekel, da v bistvu te po sezoni čaka kvalifikacije za svetovno, pa priprave za olimpijske. To je totalno nelogično. Ja, mi imamo vsako leto nekaj, oziroma vsako drugo leto imaš ali evropsko ali pa svetovno prvenstvo. Zdaj naslednjo leto smo odigrali v januarju, smo odigrali evropsko na Poljskem, drugo leto pa je svetovno, v isto januarja svetovno v Franciji. In pač nekako se treba kvalificirati, te tekme pač enostavno bomo odigrali zdaj junija in proti Norveški, ki je pa tudi bila 4. uvrščena ekipa iz letošnjega evropskega prvenstva, tako da bomo imeli spet 2 zelo težki tekme in potem imamo, mislim, da 2 tedna dopusta in priprave za olimpijado. Tako da letošnja sezona bo težka, oziroma letošnjo sezono bomo podaljšali kar v naslednjo. Tako da, ampak super, jaz sem zelo zadovoljen, da bo tako, gremo v Rio in ne bo nobenega problema. Sam da zdravje, pa to pa mislim vse drugo ok, sploh pa športnikih, to duplo vela se mi zdi vse. Ja, sam da zdravje, pa bo vse. Vse veš, kak je to.
Ja, itak, od tega je vse odvisno. Ja. Za konec mi samo poveš še eno pravilo rokometne, ko ga jaz nikoli ne razumem, pa mi ga lahko mogoče pomagaš malo razložiti. V katerih situacijah lahko sodnik določi, da ti zavlačuješ igro in kdaj ne? A veš, kaj mislim? Oziroma, drugo vprašanje je, zakaj po rokometu ne dajo istega pravila kot pri basketu, da bi dali recimo 30 sekundni napad, pa je bilo to rešeno. To me vedno tako moti, ko včasih dogaja, da kar naenkrat sodnik zapiska, prekine kao zavlačevalste. Pismo, a veš, a je to doskrat upravičena odločitev, a je kdaj sumljiva odločitev, a je kdaj čudna, ker si ne morem predstavljati, kaj bi bilo, če recimo pri košarki igrali brez napada 24 sekund, pa bi pol sodnika enkrat zapiskal, pa bi rekel, vi zavlačujete in morate dati žogo nasprotniku. A veš, to je malo čudno, ne? To je ocena od samega sodnika, ne? Potem pač, če sodnik oceni, da ne napadaš dovolj na gol, naprimer, da nisi dovolj napadalen, ne, pač lahko dvigne roko, ali lahko jo dvigne po 10 sekundah, lahko jih po 20 sekundah, lahko se odloči, ko ti ne vem, na koncu voliš za en gol, 30 sekund do konca, enostavno daš, ne vem, golman počasi da žogo ali pa jo žogo prime, pa hodi do centra, ne, ti lahko, ne vem, sodnik reče, da namerno zavlačuješ pač igro in ti lahko tako dvigne v roko, ne. In pač to je zelo pristransko, ne, ker potem... Se to me moti, ja. Pač, ne, jaz tudi, mogoče res bi bila rešitev, da bi imeli mogoče 45 sekund napada, ne. Ja. A se je to kdaj že probalo, mogoče kjerkoli, kakorkoli, je bilo kaj debate o tem, da bi uvedli, ali to nikoli ni? Ne, je bila že debata, ne, ampak zdaj, bo to postala realnost, ne vem, mislim, da zaprobal bi bilo definitivno. No. Po mojem, kaj je po mojem problem, Anže, kaj je po mojem problem tega? Zato, ker če bi ti naštimo tisti shot clock nad golom, tako nad košarko, bi ga po mojem v prvi tekmi en tek razbil, da bi šlo na 1000 košov. Tega ne morajo. To bi moglo biti, ne vem, nekaj ob strani, veš, tam, ko krivastijo, pa ne vem, desno. Ali pa ti šteje 2 gola. Pač, Mislim, to bi bilo dobro. No. Sodnike razbremeniš, ne rabijo, imajo pač eno brigo manj. Čeprav je pa res, da tako, pač jaz rokomet malo gledam vsake dokcajta, je neka interna logika, kdaj dvignejo roko. No. Tako vi, ki špilate, veste, prem bližen, kdaj je res brez veze žerata. Ne. Tako že malo čudaš, da jo bo dvignil, ne več ali manj. Ne, to je, ampak včasih pa res. Ja, ok, to pa je. Uni, ne vem, 4krat vrže žogo, ne vem, golman zelo počasi naprej, naprimer, ne, pa mu ne piska ure, ne, ti pa enkrat narediš to, pa ti takoj dvigne, naprimer. Ja, to res je. To je pač, ne vem, zdaj, je to za nalaž, ni za nalaž, tako da se ne mislim spuščati, ne. Ampak se pa zgodijo take krivice, naprimer krivice, ko se drugače ne bi mogli, ne. Ja, to je res. Enostavno ti to izločiš, ne, in spet prijemo na ta ameriški sistem, tam vsi športi, ko so, tam 90% je vse logično, vse se ve. Tistih 10% je tako v športu ne moreš, ali pa 15, naprimer. Ampak vse maksimalno, kolikor se da, da je nepristransko, da nima vpliva in vse se pogleda, vse se naredi, vse je pravilo. To je meni dobro. No. To je dobro, ja. Ja, ker rokomet je ful arbitraren, ja, kar se tega tiče. Ja, pa sploh to pravilo, recimo to pravilo, ko sem jaz omenil, se ponovadi vedno zgodi na koncu tekme, ko en proba zavlačevati, da lahko tekmo zvleče. Veš, takrat recimo biti pristranski, a pa v bistvu se odloči za to, pa ne lahko spremeniti celo tekmo. Zato mi to ni všeč. Ne, jaz se spomnim. Pritiski so na koncu. Pa recimo sploh, če domača ekipa recimo rabi, da se prema domača ekipa brani, pa rabi žogo, recimo lahko navijači začnejo vršiti pritisk na sodnika, da mogoče prej dvigne, ko krbi. Tako. Mislim, ne? A ne? Tako je, to mi ni. Ja, to je dobro. Pač lahko pade, ne vem, neizkušen sodnik lahko pade pod vpliv tega, ne? Tako je, ja. Ambienta, ne, okolice in pač lahko si tudi zaradi tega prekrajšan, nenamerno seveda, ne. In pač se zgodijo takšne drugačne načini, oziroma krivice ali pa ne krivice, tako da jaz mislim, da bi pač nekako bilo fajn, da se pač naredi tako si ti omenil, Boki, in pač ena briga manj bi bila za sami sodnike. Pa zanimivo je bilo ta sprememba, bi se mi delala dobrodošla, da je bila poživila bi igro, če ne drugega. No, veš, imaš 5 sekund na konc napada in veš, da imaš 5 sekund na konc napada in ne moš improvizirati, moš nekaj najti in tako,
Zdaj pač, če si pač 2 gola od zadaj, 20 sekund do konca, napad je 45 sekund, pa pač je pač teka, ne, si basket je isto, ne. Pa moš pa riskirati, moš iti pa na to, da žogo ukradeš, ali pa recimo izsiliti, ne vem, probati narediti faul, ali pa recimo kakorkoli, recimo tudi bi lahko riskiral, recimo, ne vem, če bi prvo kometom bilo to možno, ampak da bi riskiral, da ga fauliraš igralca, da bi bila recimo 7 metrovka, da moraš on žgati na gol in če golman brani, potem imaš ti spet žogo in imaš možnost, da... Pa ne, jaz bi ga pustil, naprimer, jaz bi mu naredil koridor, ne. V tem primeru pa, če igralec ne gre na gol, naprimer, pa sodnik, naprimer, bi lahko pisko, naprimer, rečemo, da noče, naprimer, pač prevlada, naprimer. Ali pa kaj tak, mislim, to so zdaj pač se pogovarjamo, ne. No, se pa to, ampak to me vedno zanimivo, recimo se o tem pogovarja, zato ker se mi zdi, da igravci in igra sama, ne glede na to, v katerem športu, zdaj govorimo košarka, rokomet, nogomet, da se pač nadgrajuje, vedno raste, razvija in da je zato tudi pravila pomembno prirejati. Isto, ko smo recimo imeli podcast, ko smo z Šulerjem govorili o nogometu, ko smo rekli, zakaj nogomet nima posnetka. Ja, ne, hotel sem to reči, da recimo pri nogometu je zelo moteče, da recimo milijoni ljudi gleda, milijonov, ne vem, evrov, dolarjev, kako že je noter v tem, pa si odvisen od tega človeka, bo on na strani videl offside ali ne, ko lahko spremeni celo sezono za vse, a veš, kaj mislim? Ja. Smo v takih momentih, ne vem, nisi siguren, ne vem, trener na strani bi mogel pravico zahtevati, tako recimo ameriškem nogometu, eno tekmo ali pa 2, da se pogleda replay z vsemi temi kamerami, pa tehnologijo, ki imamo, pogleda replay, pa se ne odloči točno, kaj je bilo dejansko, kaj se je zgodilo. Ne pa na to, da je en človek nos na sebi breme, da mora narediti odločitev, ki stane na koncu in prvenstva in izgube denarjev in sponzorjev. Ampak dobro, to so pač take, se mi zdi, da se športniki radi da pogovarjamo o teh stvareh. Na koncu pa nas najmanj poslušajo, pa ljudje v kravatah to odločajo. Tako da. Je mogoče že prav tako. Vid, ful ti hvala za to uro, šla mimo hitro. Thanks. Sam neki Raptori so zmagali vročico tega. Aha, škoda. Anže. 116-89. Evo, jaz sem imel Miami, da bo zmagali to serijo. Anže, ti si tudi Miami. Ja, mislim, da smo si upali, da bo Miami. Tako da, Mislim, da je Grega zadnjič rekel, da je Toronto, on ima prav. Ko je drag, dobro špilo zdaj. Ful dobro je igral Gogi. Pa ne moramo verjeti. Mi je žal res, da niso uspeli ven zleči, ker je v bistvu on vlekel to zdaj. Tako, ker mogoče ni igral na tem nivoju skozi sezone, pa zdaj na koncu v play-offu tako je igral, da bi mu človek totalno provošil, da postane pozdrav Vejda prvi igralec. Ima težko, mislim, je kar težko tam po mojem igrati Drom Vejda. Ja, njemu mislim, da ni najbolj pasalo na začetku, se mi zdi. Ja. Malo igralec, ki ima rad malo proste roke, ampak v play-offu je pa vrhunsko zdaj igral, tako da mu nimaš kar sem kapo dol. Ko ni on dobro špilo, so zgubljeno. Dosti bo odvisno od njega. Škar rabili so še enega zraven. On je bil zraven, ko je bil še Bosch, recimo, on bil tisti tretji igralec, od katerega je bilo veliko odvisno. Zdaj je mogel pa prevzeti v bistvu mesto drugega, če ne časih prvega celo igralca. Dobro špilo, res je dobro špilo. Tega žal ne bo niti v Euroligi, niti v NBA, ne bo prvaka letos Slovenca v basketu. Da bomo imeli pa v Ligi prvakov v rokometu. To pa. Zorman pa Margič. Tako da vedno je lepo videti Slovence v vrhu svetovnega športa. Ful ti hvala za ta cajt, res, da si vzel. Hvala, da sem bil lahko prisoten na podcastu. Še kdaj v prihodnosti z veseljem. Mogoče, olimpijske igre imate, pa tako naprej, pa kakšna zanimiva sezona, drugo leto pa se spet slišal, pa spet kjer rečemo z veseljem. Super. Vedno rad nazaj povabim. Tako da, Anže, Anže, kje se te najde, Vid, kje se te najde na internetu, samo na koncu povej. Jaz na Facebooku imam Twitter, imam Instagram, vse imam. Ja, na Instagramu je Vid cool. Jaz ti sledim tako že 100 let. To se je creepy slišal, pač na Instagramu. Ja, ampak ful je fajn. No. Tako da ljudje posledite ga, ker je res v redu. Ja, Instagram imam Vidko, Facebook imam Vidko Vtičnik Videk, Twitter imam pa Vidko Vtičnik, mislim, da je isto. Samo bo, ne. Ajde, folk, dajte pofollowati, ja. Super. Na Instagramu sem najbolj prisoten, tako da. Res je. Super. Cool. Super. Anže, izvoli. Kar povem, še admin. Ja, najboljš le. Tale podcast je del mreže Aparatus, ki najdete na aparatus.si.
Smo tudi v iTunesih, hvala tam za ocene, drugače pa naš služen strokovnjak. Tvita na aparatus, počrtaj si, ne vem, zakaj sem se začel smejati. Pa ful hvala vsem, ki ste že podprli aparatus, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri, tako kot smo rekli, šalc ni več, tako je življenje. Šalc ni več. Ja. Že mogoče kak manjši namig, kaj bo naslednja stvar? Ne, pač ne. Nič ni namigov, ko bo. Ok, važi. Vidite, zdaj končno veš, kaj podcasti, kaj so, kaj grejo, kaj je, tako da dej še ti poslušati, kjer ga od slovenskih podcastov, ne našega, nujno, ampak ogromno veliko. A gledaš mogoče Game of Thrones, recimo? Gledam. No, pol si poslušaj malo Glave podcast, mogoče ti bo všeč. No. Glave? Bom ti poslal link. Ko bo tole na podcastu, da mi link bom jaz pošeril na mojih socialnih. Bom, hvala. Link bi pošljala na Twitter ali pa kamorkoli, pa me se pošeril. Dobiš, ful hvala. No. Ja, valjda. Želim ti uspešen zaključek sezone. No. Hvala ti. Tebi tudi, brez poškodb za zadnje 2 tekme. Ali zadnjo tekmo imaš, eno imaš. Eno še pa konc. To ste mi ful dobri, sem dal zdravje. To ste mi tudi všeč. Kako je to pomembno pri naših športnikih, res. Samo da je to vse drugo v redu, res. Če si zdrav, lahko vse narediš, ni nobenega problema. Točno tako. Pol je samo tebe še odvisno. Ja, pol dober ali pa dober, pol je od tebe odvisno. Tako, mislim, vdaj od sreče. No, ok. Ali se odbija, ali pa gre na zapa. To mora biti. Ej, hvala ti, no. Hvala vam. Pa smo na vezi, no. Smo na vezi. Hvala. Ajde, čau. Čau.